Dobrodošli v Športnem kompasu. Danes smo za vas pripravili vijugasto športno dogajanje. Pričenjamo ga z Izo Mlakar, odbojkarico Nove KBM Branika, ki je v finalu državnega prvenstva navdušila navijače tega kluba. Podobno so navdušile svoje navijače v Hočah igralke Formisa, ki so v državnem prvenstvu osvojile 3. mesto. Ste si že kdaj ogledali kakšen turnir odbojke na snegu? Če ne, potem si oglejte našo oddajo. V njenem drugem delu smo obiskali nogometni klub Malečnik, na igrišču katerega je vsak dan zelo živahno. V boksarskih minutah bomo na državnem prvenstvu, šli pa bomo tudi malce izven Slovenije. Če vas zanima, kako so pripravljeni reprezentanti v tekvandoju, ki jih na naslednjih tednih čaka Evropsko prvenstvo, oziroma kaj je v Jadranski ligi dosegel mariborski ATK, potem bodite zraven do konca oddaje. Odbojka me nekako spremlja že celo življenje, zaradi tega, ker smo tako rekoč odbojkarska družina, že oče je igral odbojko, tudi brat. Drugače pa sem najprej začela z gimnastiko, v bistvu moji prvi začetki so s telovadbo na DTK-ju na Ravnah na Koroškem, in potem sem trenirala v bistvu gimnastiko 4-5 let. Potem začela sem, mislim, da pri 5 ali 6 letih. In v bistvu ves ta čas sem tudi hodila na očetove tekme in tudi kadar so kam v tujino šli igrati, sem bila zraven, ali pa večinoma, ko je igral pri AEK Dobu, smo bili z mamo vsak dan v Pliberku, pač večinoma na tekmah. In tudi vsak dan sva doma pred hišo, sva skozi da igrala pač v paru ali nekaj, pa skozi žogo že od malega. Potem pa v bistvu je prišel nekako pač čas, da se odločim, ali bom odbojko ali bom gimnastiko, in ker sem pač vedela, da imam visoke starše, pa to, mi je bolj, pa tudi, da je odbojka že v družini, sem se potem nekako odločila za ta šport in takrat so me potem, mislim, da v 5. razredu me je ata pač prijavil v Prijale, v klub, in tam sem začela. Jaz, ko sem začela igrati odbojko, jaz sploh nisem študirala na to, da bom kdaj tako daleč, da bom lahko igrala na takem nivoju. Ker ko sem gledala igralke, ko so starejše, ko so igrale, v bistvu si sploh nisem predstavljala, da je to mogoče, da bom jaz zdaj sploh v Mariboru, in v bistvu vse te igralke, ko so bile tukaj, Karmen Kočar, Anja Zdovc in vse, ko sem jih gledala, sem mislila, res so bile vse moje vzornice, vse igralke Maribora, in tudi si nikoli nisem mislila, da bom jaz zdaj se znašla na tem mestu, na tej poziciji. Na to sem zelo ponosna. In potem nekako odločitev za Maribor je prišla tako zelo spontano, se mi zdi, tam konec 2. letnika gimnazije, ko sta reprezentanco prevzela Bruno Najdič in Matjaž Hafner, kadetsko, takrat je že bila mladinska reprezentanca, in potem so me poklicali na prve kvalifikacije, takrat zraven v Novo Gorico, in potem od takrat dalje v bistvu se je vse začelo. Mislim, da sem takrat prvič dobila priložnost, da začnem igrati, da v bistvu pokažem, kaj znam, ampak mislim, moje znanje odbojke je bilo zelo skromno, tako rekoč, potem šele spoznaš, kaj v bistvu na kakšnem nivoju se to vse igra, in ona sta me res veliko naučila, tudi vsi trenerji pri Prijalah seveda, in potem nekako sem se znašla v situaciji, da se moram odločiti, a gremo v Maribor ali ne, in nekako je na to vplivala tudi odločitev zaradi faksa in vsega, in potem sem se odločila, da grem v doma nekako, da se osamosvojim. In ja, ni mi žal. Ko sem pristopila k Mariboru, se začneš zavedati, da v šoli ne boš toliko, kot si lahko, in ko sprejmeš to odločitev, da treniraš pri tem klubu na tako visokem nivoju, pri tako dobri ekipi, da enostavno se moraš za nekaj odločiti. Ampak jaz sem taka oseba, da jaz mislim, da lahko 2 stvari naenkrat delam. In tudi ostale igralke, ki so hodile v šolo, smo lahko vse usklajevale, ker tudi res 2. gimnazija je ful dobra in smo lahko čisto vse usklajevale. Ampak se moraš res temu posvetiti
In zdaj se mi zdi, da ko se je sezona končala, se lahko res posvetim maturi. Jaz ne vem, kaj bo, jaz se bom res potrudila, da naredim z čim boljšim uspehom. Zdaj vsa ta leta v šoli mi je zelo dobro šlo in upam, da bo tudi matura čim boljša, ne. V bistvu jaz bolj spontano delam sproti stvari, tako da nimam še nekih točnih načrtov, kaj bom. Vpisala sem se pa na medicinsko fakulteto v Mariboru, ker v bistvu nekam sem se mogla vpisati in da bi se zdaj na nek faks, na nekam, kamor mene ne veseli, da bi me pri tem ovirala odbojka tudi v klubu so rekli v bistvu, da se ne vpišem pač tam, kamor mene veseli, ampak hkrati moram tudi upoštevati to, da igram odbojko in da faks, kot je medicina, recimo ne bi prišel upoštev, ampak spet jaz pač taka kot sama ne, jaz mislim, da 2 stvari lahko naenkrat delam. Zdaj, po mojem bo to zelo naporno, ne vem, najprej moram opraviti maturo, da bom sprejeta tja. Ne vem, kaj se bo dogajalo čez pol leta, res ne, odkrito povedano, zdaj se v bistvu osredotočam samo na maturo zaenkrat in na vse ostale stvari, ki so mi še pomembne. Z svojega stališča gledam, je bila lanska sezona zelo, zelo težka, ampak nekako se nam je na koncu vse išlo. Lani mislim, da je bila ekipa Kamnika po kvaliteti, če tako gledamo, boljša od naše ekipe, ker res da so imele Ano Starčević, bile so zelo izkušene, starejše, ampak zdaj, ko govorimo o starosti, mladosti, kot nam je trener rekel, tega ni, ampak so samo dobre in slabe igralke. In v bistvu lahko rečem, da smo mi bolj njih lovile kot one nas. Mi smo si res želeli njih premagati, ker enostavno so bile one v vlogi favoritinj, če se mene vpraša, ker so bile pač že na začetku leta lanskega so jih postavili oziroma okronali za prvakinje in potem pač smo mi jih celo leto lovile in na koncu nam je vsakič uspelo, ne, da zmagamo, razen v pokalu. Letos pa je bilo to ravno drugače, ker smo v bistvu mi veljale za favoritinje, ne, in smo mi nosile to vlogo na začetku in potem nas je Kamnik nadigral in potem se je vloga spet obrnila in pač v odbojki je tako, enkrat zmagaš, enkrat izgubiš. Mi še ogromno znanja manjka, da še premalo let igram, da še nimam enostavno tiste stvari, ki je potrebna. Ne vem, nisem še naredila tistega preskoka, da bi lahko šla v tujino, tako čisto odkrito, ampak mi še manjka recimo v bloku, v napadu, v vseh elementih je treba to še nadoknaditi. Mi še manjka veliko treningov, še par let, da pridem tisti tempo oziroma da pridem do tistega nivoja, da lahko sploh se kosam s top igralkami, ki trenirajo že recimo od 8., 9. leta starosti pa vsak dan. Ker jaz sem šele lansko leto v bistvu začela profesionalno, mislim tako trenirati vsak dan in res moji osebni cilji v bistvu zaenkrat zdaj ta trenutek mi je šola na prvem mestu, ko se je sezona končala. V odbojki pa bomo videli, kaj bo. Jaz naslednjo leto še imam pogodbo z Mariborom, če bo prišlo do kakih sprememb, bojo to potekali dogovori s klubi in tako dalje. Ampak v bistvu stvari rešujem spontano sproti. V bistvu vedno sem še želela igrati v Ligi prvakov, v neki profesionalni ekipi. Zdaj skozi sezone oziroma skozi leta se ekipe tako spreminjajo, tudi odvisno od finančnega stanja posamezne države. Enkrat je, ne vem, Turčija, ima top ligo, potem vemo vsi, da je Rusija, tudi top igralke tam igrajo. Ampak enostavno, da priješ tja zraven in jameš tisti ritem in vse to je res težko. Tudi Italija, sicer v Italiji zdaj že malo upada tisti nivo, kolikor jaz gledam pa spremljam. Ampak enostavno mislim, da moje želje so najprej to, da še napredujem in potem bomo odvisno videli, kako se bodo skozi leta ekipe razvijale tudi v drugih državah in tako dalje. In če bo res, v bistvu ne iščem neke ponudbe oziroma pogodbo, da bi podpisala z neko ekipo, ki vem, da mi ne bo zagotovila tistega, kar jaz hočem, ampak hočem podpisati pogodbo z neko ekipo, ki vem, da bom lahko tam tisto leto, ko bom, res uspešna.
V bistvu jaz mislim, da tu v Mariboru so res odlični pogoji za razvoj neke igralke. Mislim, vsaj iz svojih osebnih izkušenj. Zdaj, koliko govorim, ker jaz prihajam iz malega kraja, mislim, ampak v bistvu lahko tako rečem, da ko priješ v veliko mesto in ko vidiš v bistvu, kakšne pogoje ti lahko nek klub nudi za treniranje, zato da si ti lahko razviješ, napreduješ, je to res, mislim, da je to res eden najboljših klubov v Sloveniji. Saj, mislim, da tu igralka lahko najbolj napreduje, kar se tiče tako strokovnega štaba, tako vodstva, enostavno tudi igralk, v bistvu okolja, ki te obdaja, pogoje, ki jih imamo v dvorano. Res za mene je v bistvu Lukna ena najlepših dvoran v Sloveniji, kar se tiče za igranje odbojke. Tudi fitnessa, potem pogoji, ki jih imamo v Drašu za hrano, da nam dajo stanovanje, šolo, vse. Res, tako da jaz mislim, da je to res super okolje za razvoj ene igralke. In v bistvu priporočam tudi mladim igralkam, če bojo jih povabili v Maribor, če se bojo odločale, da prijajo sem iz svojih lastnih izkušenj, lahko povem, da je meni bilo zelo lepo tu zdaj 2 leti. V bistvu psihično naporno, kar se tiče odbojke, sezone, vse, ker da priješ ti do nekega rezultata, je res, to je potrebna dolga pot, veliko truda, solz vsega, tako da, ampak enkrat, ko priješ do tistega cilja, pa vidiš, da je bila to zelo lepa pot in res, mislim, da Maribor res nudi vse, kar je potrebno za razvoj mlade igralke. Ta zrelostni izpit, matura, v bistvu zaenkrat to nekoliko bolj pomembna stvar, ker enostavno te turnirje, ki jih igramo, se igrajo ravno v času, ko pišem jaz maturo, to je začetek junija. In v bistvu bi zaenkrat rada res to naredila in v bistvu mi je pa zelo veliko čas, da so me pač povabili v reprezentanco res, ker to, da igraš za svojo državo in jo zastopaš na drugih tekmovanjih, to si res temu čast. Tudi člansko reprezentanco res, ker bi imela biti priložnost s starejšimi igralkami, ker kolikor vem, bo letos tudi večina starejših v reprezentanci. Kolikor sem slišala, da so se odzvala na povabila, zdaj ne vem točno, kako bo sestavljena. Mislim, da si zadajo pač visoke cilje, mislim, da bo dobra ekipa, ampak enostavno jaz mislim, da to sem že trenerju Brunetu Najdiču v bistvu sporočila svojo odločitev. Odbojke na mivki jaz nobeno leto ne igram med poletjem, ker to je v bistvu za mene čas, ko grem jaz z družino na morje, s prijatelji na morje in tam v bistvu za rekreacijo oziroma pač za šalo igramo. Nikoli nisem še na nobenih državnih prvenstvih pa nič. Zdaj, če se imam v tem namen preizkusiti, ne vem, mislim, da odbojki na mivki nisem glih jaz najbolj statična oseba, da bi lahko to igrala tako odkrito, tako da ne, to ne igrajo tisti, ki so res za to in v bistvu tako za zabavo mi je pa ful dobro, to pa zelo rada igram. Za odbojko na snegu, to ne vem, to še nisem slišala. Ja, tudi v tem se želim mogoče enkrat preizkusiti, ne tekmovalno, pač za zabavo. Odbojkarsko dogajanje na širšem mariborskem območju lahko razglasimo za najmočnejši ženski center te panoge v Sloveniji. Ob novi KBM Braniku, številki 1 državnega prvenstva, moramo dodati še Formes, ekipo, ki je v tej sezoni navduševala v športni dvorani v Hočah in je postala številka 3 v slovenskem klubskem prostoru. S tem je članska ekipa, ki je imela s hoških tribun močno podporo, izpolnila ambiciozni načrt, ki je vseboval preboj pod sam slovenski vrh. Da je v tej sezoni naredila korak naprej, so zaslužni vsi, ki so delovali v njej, od igralk preko trenerja do predsednika kluba. Desi Vahnova in Pehnečeva, ki sta bili novinki v ekipi, sta se odlično ujeli z ostalimi. Svoj del je dodal tudi nov trener. V začetku sezone verjetno nihče ni pričakoval, da bomo končali na 3. mestu. Skozi sezono se je pokazala tista naša kvaliteta, ko smo v prvem delu sezone končali na 1. mestu. Vmes je bilo sicer nekaj krize, ampak spet smo odigrali to končnico, se pripravili za to končnico, jo odigrali dobro, zelo korektno. Kar se pa tiče naslednje sezone, seveda mi želimo ekipi priključiti spet naš mladi kader, ker se nam to zdi edina tista prava pot delati z mladimi domačimi igralkami, ki bodo en dan krojile morda celo vrh slovenske odbojke.
Formis velja številčno za močan klub, saj imajo v vseh kategorijah okoli 150 igralk. Dobro delo se kaže v rezultatih, saj so se v državnem merilu kar 4 selekcije uvrstile na polfinalne turnirje. Tudi zato so, kar se okrepitev za naslednjo sezono tiče, postavljeni dokaj visoki pogoji. Vsaka, ki osnovi Formisov dres, je formiska. Zdaj pa kako bo razmerje domačih pa tujih igralk, vemo, da imamo mi visoke kriterije, tako da vsaka igralka niti ne more k nam priti, bi rekel, in igrati. Kombinacija izkušenj, ki so jo v Hoče prinesle Desi Vahnova, Pehničeva in predtem še Pintaričeva ter večletna kapetanka Horvatova, ki ji lahko dodamo še Grašičevo, so mladim igralkam, med katerimi sta izstopali Gajserjeva in Geratičeva, omogočile hitrejši igralski razvoj. Jaz mislim, da sigurno, da neka želja, tista motivacija skozi celo sezono sigurno napreduješ, ekipa je skupaj dihala, bom rekla, in na koncu je to rezultat. Mogoče smo z okrepitvijo vseeno malo potihem ciljale na to, da bomo vseeno tretje, pa potem, ko smo celo sezono zmagovali, res imeli smo ful malo porazov, tako da mislim, da smo si zaslužili, pa bilo je tudi za pričakovati. Mislim, punce smo pričakovali, no, da dobimo medaljo, pa da smo tretje. Treba je vedeti, da Formis ni tako finančno dober podprt klub, kot naprimer Nova KBM in pa tudi Kamnik. Tudi tja hodijo mlade igralke z namenom, ker bo igral Interligo, dosti novih izkušenj dobijo. Formis tega žal ne more ponuditi, tudi finančne zmožnosti nekoliko nižja. Zaradi tega ta kluba vedno prednjači, da pripeljete najboljše igralce. Tako da definitivno pa bi seveda si verjetno vsi v klubu želeli neke nadgradnje, ampak bomo videli, koliko bo to uspelo. Glede na to, da denarja ni dovolj za pokrivanje vseh želja, so potrebna prilagajanja. Pa ne samo to, za še večji uspeh ženske odbojke tako v Hočah kot v Mariboru bo potrebno dodatno ukrepiti medklubsko sodelovanje. Z Mariborom imamo mi zelo dobre odnose, zelo korektne odnose. Morda bomo v prihodnje lahko še nekoliko bolj povezani, pa ne samo v smislu igralk. Dejstvo je, da v tem trenutku je zagotovo Maribor še vedno prvi klub v ženski odbojki v Sloveniji. Mi smo s tem tretjim mestom se jim sicer približali, ampak tako kot sem že prej dejal, da delo z mladimi je tista prava osnova, ki lahko koristi Mariboru, Hočam oziroma širši okolici za dvig te ženske odbojkarske kvalitete na tem območju. V teh dneh v klubih pripravljajo končne izračune stroškov sezone. Nato se bodo lotili finančne konstrukcije za naslednjo. Ekipe bodo sestavili glede na razpoložljiva sredstva. Oba kluba, tako Nova KBM Branik kot Formis, sta pred veliko obvezo, saj bo rezultat te sezone temelj za cilje v prihajajoči. Zaradi slabe sezone se v več slovenskih smučarskih centrih ukvarjajo z likvidnostnimi težavami. Če bodo želeli preživeti, bodo morali popestriti ponudbo. Ena izmed idej se ponuja sama po sebi. Gre pa za igranje odbojke na snegu oziroma za snežno odbojko. V avstrijskem St. Antonu so izpeljali finalni turnir snežne odbojkarske turneje. Ker so bile tudi na več kot 2000 višinskih metrov prisotne spomladanske temperature, so v dogodku uživali tako nastopajoči kot gledalci. Vsi skupaj so lahko izkoristili tudi dodatno ponudbo. Na koncu so se 3 ekipe udarile za naslov snežnega kralja. Pri tem je bil najbolj uspešen poljski par. Do naslova sta se prebila Matija in Ščepernik, ki sta bila najboljša že lani. We concentrate very much. We won't win that match. We won that match. We lose this 2 match with Benny in Flow. We know who win. Be king of snow. We concentrate very much and we want to win and we do that. 5 tednov je trajala letošnja snežna odbojkarska turneja. Na 5 turnirjih v 4 državah, v Avstriji, Nemčiji, Švici in Italiji, je igralo 160 ekip iz 13 držav. Že tretjič so finale izpeljali v St. Antonu, ki dobiva status Wimbledona snežne odbojke. Odvijanje letošnje sezone vzbuja pri organizatorjih optimizem. Tekme si je ogledalo 15.000 ljudi, zaigralo pa 320 odbojkarjev. In kdo ve, morda bodo kdaj kakšen turnir tega tekmovanja organizirali tudi v Sloveniji. Videz športnega parka v Malečniku, kjer domuje slovenski tretji ligaš in ki so ga novembra 2012 močno prizadele poplave, se spreminja iz dneva v dan. Vsi v klubu, teh je okoli 120, komaj čakajo, da bodo lahko začeli trenirati na pomožnem igrišču, saj je trenutno edina zelenica, na kateri vadijo in igrajo tekme, močno obremenjena. Moram reči, da sem prav ponosen na vse ljudi, ki so v tem času nam pomagali,
ker glede na to, kar nas je pred letom pa pol prizadelo, da to danes tukaj stojimo na tem igrišču istem, na katerem je bilo pol metra mulja, je pravzaprav veliko veselje in ponos ljudi, ki so veliko vložili v ta klub v tem času. Vrh klubske piramide predstavlja članska ekipa, ki v 3. slovenski ligi Vzhod zaseda 9. mesto. Pred zadnjima ekipama ima 11 točk prednosti, tako da v njej vse več igralnih minut dobivajo mladinci, ki jih bo v naslednji sezoni kar nekaj v ekipi. Sedaj bo reorganizacija teh lig, bo liga zelo spremenjena, kajti več ne bo Prekmurcev, ki je zdaj bilo 8 ekip, bi rekel vse več ali manj kvalitetne ekipe, zdaj se bo vključili druge ekipe, naš cilj bo sigurno višji, tako je bil v vseh letih do zdaj, bi rekel takoj pod vrhom oziroma nekje na vrhu te 3. lige, ampak moramo vseeno vedeti, da te igralci sedaj bodo dobili neke izkušnje, ampak to še vseeno premalo, tako da se bomo mogli tudi naslednje leto dosti truditi, dosti dela vložiti, da bomo lahko to uspeli. Pomemben del pri razvoju kluba predstavljajo kadeti, ki so v 2. slovenski ligi na sredini lestvice. Brez strahu pred izpadom, tako da so fantje lahko v sami igri sproščeni. Samo delo z njimi je res eno zadovoljstvo. Želijo napredovati, imajo sicer nekaj pomanjkljivosti, ampak delamo na tem, da se to popravi in popravljamo. Ja, zdaj smo imeli same težke nasprotnike, ta smo pač veliko izgubili, drugače pa skr dobro igramo, pa tako, da bo, prihajamo pač, zdaj dosti jih je med pripravami manjkalo, pa tako, da bomo počasi. Podobno bi lahko dejali tudi za člane, ki so v zadnjih 4 tekmah osvojili le točko. Zdaj imamo eno manjšo rezultatsko krizo, ki pa mislim, da bomo že naslednjo kolo, ko igramo proti Bistrici, preobrnili v našo korist in da bo pač pol vse nadaljevalo pozitivno do konca sezone. Dolgoročni cilj kluba iz Malečnika je, da mlajše selekcije, tako kot je bilo že v preteklosti, igrajo v 1. slovenski ligi. Za člansko pa, da kroji vrh v 3. ligi. Kuba se v športu z dvojno veliko začetnico piše v odbojki, pa tudi v boksu, kjer ima kopico amaterskih svetovnih prvakov, in to navkljub slabim pogojem za treniranje. So pa Kubanci še enkrat upravičili svoj sloves, saj so v medsebojni tekmi visoko porazili reprezentanco Združenih držav Amerike. O tem bomo govorili v uvodnih minutah drugega dela oddaje, katerega namenjamo borilnim športom. Kubanska tekma svetovne serije je bila nekaj posebnega. Prvič v 27 letih tega tekmovanja sta se v Havani pomirili sosedi, Kuba in Združene države Amerike, ki jo štejemo med boksarske velesile. Odlična priložnost, da se ugotovi, katere ima boljše polprofesionalce oziroma boksarje, ki se spogledujejo s profesionalizmom. Tekmovanja, kjer je Kuba prvič sodelovala lani, se udeležuje 12 ekip. I'm prepared for a tough match and I want to have a tough match. That's why I'm here. So it's I'm excited to be here to show I'm a real boxer. Nunca lo he visto pelear y pienso que voy a ganar. Tengo para sí. Sí, tengo mi confianza en mí que pienso ganar. Uresničila se je napoved obeh boksarjev. Dvoboji so bili trdi. Tudi njun, v katerem se je Kubanec uspešno izmikal nasprotniku in mu hkrati delil udarec za udarcem. Skupno so bili precej uspešnejši domačini, ki so zmagali s 5-0. Zanimivo je, da sta se reprezentanci Kube in ZDA mirili od leta 1977 do 1995. Vse dvoboje, razen tistega v letu 1991, ki se je končal z rezultatom 6-6, so dobili Kubanci. Takrat je za ZDA boksal Oscar de la Hoya. Verjetno vas zanima, zakaj so Kubanci tako uspešni boksarji. Tudi zaradi sanj, ki jih imajo kot mladostniki, ko spremljajo dvoboje svojih idolov, ki so na olimpijskih igrah od leta 1972 do danes Kubi priborili kar 32 zlatih medalj. Kubanci se začnejo z boksom ukvarjati pri 8-9 letih. Da nimajo vrhunskih možnosti za vadbo, jih niti najmanj ne ovira. Me gusta el boxeo mucho porque quiero ser como Julio César Lacruz y quiero ser campeón. Največje zaslove z kubanskega boksa naredil 3-kratni olimpijski prvak, žal že pokojni Teofilo Stevenson. V današnji generaciji izstopa Erislandi Savon, novi vzornik mladih Kubancev. V Riju naj bi nadaljeval delo svojih predhodnikov.
Puedo ser un gran boxeador, mi mamá me puede ver por el televisor, mi hermano, mi tía, toda mi familia que me vean boxeando y que digan, ese es Pedrito, míralo boxeándome por el televisor. Po pravilih Mednarodne boksarske federacije lahko začnejo mladostniki tekmovati s 15 leti, a v veliko državah stopijo v ring mnogo mlajši. Tako je bilo tudi na preteklem slovenskem državnem prvenstvu. Za vse kategorije predčlansko pa velja, da morajo tekmovalci nositi zaščitne čelade. V Združenih državah Amerike lahko v ring stopijo že 8-letniki, vendar mora biti ob njihovih dvobojih navzoč zdravnik. Po svetu postaja vse bolj priljuben ženski boks. Tako je tudi v Afganistanu, kjer so po odpravi talibanskega režima v zadnjih 13 letih ogromno denarja namenili za povečanje varnosti državljanov. Leta 2007 so v Kabulu ustanovili žensko ekipo, njenim članicam pa boks pomeni možnost za boljše življenje. که دختر خدا نمیمانند بیرون یادن ذهنشان خواب هنوز اصلا مدرسه رفتن یا درس خواندن برای بیرون نیست، برای خود انسان خودشناسی. وقتی که آدم درس بخونه خودم میشناسه. چون ما باید وابسته به خود ما هستیم، خودم شخصا وابسته به خودم هستم، سر خودم اعتماد دارم. Trener je na skupino deklet, ki jih vodi, izjemno ponosen. Ve, koliko poguma so morali zbrati, da v družbi, v kateri so ženske z večine doma, poskušajo uspeti v športu. Nekatera dekleta so v zadnjih 6 mesecih zaradi nasprotovanja svojih družin prenehala trenirati. In to kljub temu, da za obiske treningov dobijo celo plačila. میخوام امنیت باشه در افغانستان، دیگه صلح آرامی باشه، افغانستان سربلند میخوام، دیگه آرزوی بزرگ من دیگه مسابقات برم، مدال افتخارانه به افغانستان کسب کنم. V klubu se bojijo, kaj bo po volitvah in odhodu ameriških hčet. Od tistih, ki bodo krojili politiko, je namreč odvisna tudi prihodnost ženskega športa v tej strogi muslimanski državi. Spremenjena pravila v amaterskem boksu so zahtevala določeno prilagajanje. Sedaj se v članski konkurenci boksa brez zaščitne čelade. Seštevanje točk pa je podobno tistemu, kot ga imajo profesionalci, kjer se točkujejo posamezne runde. Državno prvenstvo, ki je bilo na Ptuju, je zaznamovala tudi vrnitev v ring nekaterih starejših tekmovalcev, saj so starostno omejitev iz 34 dvignili na 40 let. Andrej Bakovič, predvsem v srednji kategoriji, premagal sicer v zelo enakovredni borbi do zdajšnjega prvaka serijskega Aljaža Venka. Potem je tukaj Fekonja, ki pa je v neki težki kategoriji, ki mu ne ustreza, postal prvak. V poltežki smo lahko videli izvrstno borbo, zelo enakovredno, tudi že v polfinalu, prav tako krasne borbe. V srednji smo že povedali, v welter kategoriji me je malo presenetil rezultat med Babičem in Kujavcem, ampak to je stvar sodnikov. Oba dva dobra borca, vsak ima svoj stil, levoroki Kujevac me je v bistvu navdušil, Babič je pa nevaren borec. Kar se tiče mene, mojega osebnega vtisa pa je največ pokazal Mernik na celotnem turnirju, dobro je boksal, v tej finalni borbi oziroma v tej borbi za zlato kolajno je v super boksu popolnoma nadigral Lamuta iz BK Tivolija, odlično boksal, tako da imamo kar nekaj perspektive, to so vse mladi borci. In potem pa seveda še ne smemo pozabiti Labinota, Čočaja, super težkaša, ki drugače zdaj živi v Švici in tam tudi trenira, ampak je prišel na državno prvenstvo in on je izredno perspektiven, mlad, prav tako mlad, to je star borec, ki bo star 22 let, mislim, 21 let star borec, pa že z nekaj izkušnjami mednarodnimi in tudi tukaj pokazal, da nima trenutno konkurenta v Sloveniji. Sprememb, ki naj bi prinesle napredek v panogo, se poslužujejo tudi v tekvondoju. Tam uvajajo 8-kotna borišča. Vse pomembnejšo vlogo pri točkovanju ima elektronika, saj že preizkušajo zaščitne čelade, v katerih so senzorji. Teh novosti na državnem prvenstvu, ki je bilo na Vrhniki v Sloveniji, še niso testirali.
So pa formo testirali reprezentanti, ki bodo v sredini naslednjega tedna tekmovali na Evropskem prvenstvu. V Azerbajdžan bo v ponedeljek odpotovala okrepljena oziroma nekoliko spremenjena zasedba. Vsekakor smo pridobili 3 nove članice, to sta Anita Kaltak, Ana Petrušić in Dunja Lemajić. Žal Nuša Rajher letošnjo Evropsko prvenstvo bo spustila zaradi nosečnosti in pričakovanja podmladke. Tako da ostanete še v članski konkurenci moški, je pa Jure Pantar pa Ivan Trajković. To je pač taka realna reprezentanca s podmladkom, poskušali bomo pa narediti, pa kar se da vse, da bomo kakšno kolajno prinesli. Ivan Trajković, da bo to prinesel kakšno in verjamemo, ker je zelo dobro pripravljen, vse sami veste, da je pač na olimpijski svetovni lestvici zelo visoko. Franka je tudi, ker ste pač nosilci v naši reprezentanci in najbolj izkušeni. Jure se bo tudi potrudil, Jure ima vedno smolo, da dobi kakšno dobro, če bo dober žreb, Jure zna tudi dosti daleč prideti glede rezultatov. Dunja, Ana pa Anita ste zelo mlade in to je njihovo prvo evropsko prvenstvo člansko. Ste pa bile do 21 let, ampak to je, zdaj govorim, da je zelo močnejše. Starejši so vsi in bolj izkušeni in oni so zelo mladi. Slovenski tekmodo je na zadnjih velikih tekmovanjih pošteno opozoril nase. Na olimpijskih igrah so nastopili Anićeva, Rajherjeva in Trajković. Na svetovnem prvenstvu sta Anićeva in Trajković osvojila bronasti medalji. Na minulem evropskem prvenstvu pa je bil Trajković drugi. Zato si v slovenski tekvondo zvezi želijo, da bi bilo v Bakuju podobno, kot je bilo v Manchesteru, Londonu oziroma Puebli. Največje slovensko tekmovanje v džiu-džitsu je memorial Robija Rajha, ki so mu v zadnjih letih dodali še turnir Jadranske lige. Slednji pride še kako prav našim reprezentantom, saj se na njem mirijo z enakovrednimi nasprotniki iz sosednjih držav. To tekmovanje je pomembno tudi zato, ker zmagovalci napredujejo v Evropsko ligo prvakov. Za razliko od lani, ko so bili v Jadranski ligi tretji, se je tokrat finalni turnir odvijal po željah mariborskih mojstrov borilnih veščin, saj je ADK pred srbskima ekipama iz Zemuna in Aleksinca osvojil prvo mesto. Ideja je super, že zaradi gledanosti in ekipnega duha. Mislim, da ko tekmujemo kot ekipa, se vsi opazujemo med seboj in se tudi lažje popravimo in opazimo napake pri drugemu. Tudi vzdušje je večje zaradi gledanosti. Vse skupaj je zadovoljno, zelo srečen. Zmagali smo, drugi za Obredoma smo nesli kolajno, mi za Obredoma prvo leto, pa zdaj tretje smo nesli prvo mesto. Upam, da bo naslednjo leto isto. Ja, nasprotnik je bil kar trd. Oni trenirajo vsak dan, ker so iz specialne enote, ampak dal sem vse od sebe in taktično sem oddelal borbo, tako treba, tako sem si zamislil, moče malo boljše, če bi popravil par stvari, ampak rezultat je dober. Jadranska liga se je razvila v tekmovanje, po mojem mnenju, vsaj prve kvalitete. Zelo težko je sestaviti ekipo 6 tekmovalcev po vseh kategorijah. Rezultati in, bi rekel, učinki tekem, tudi, bi rekel, na razvoj džiu-džitsa v sosednjih, bivših, bi rekel, bratskih republikah, ne vem, kako bi jih imenoval, se kaže na izjemno pozitiven učinek. Oni kroz jadransko učestvo u Jadranskoj ligi doživljavaju svoju afirmaciju i pomažu mnogo u tome da skupe jedno novo iskustvo kroz takmičenje i učestvovanjem u ligi. Dan po nastopu v Jadranski ligi so se udeleženci tega tekmovanja pomirili še na Rajhovem memorialu. Tudi tukaj je šlo za zagrizene obračune. Med Mariborčani je do prvega mesta prišel Vujčić. Kar se tiče nastopa ostalih Slovencev, je v kategoriji do 69 kg slavil Tadej Jerman. V ženski konkurenci se je na najvišjo stopničko povzpela Barbara Stiplovšek. Prihaja maj in z njim zanimiva prireditev, ki jo poznamo pod imenom Športna pomlad. Letošnja, ki jo bodo izvajali širom Maribora, bo v znamenju števila 10. Šlo bo za 10. po vrsti, trajala pa bo 10 dni.
Vse informacije najdete na spletni strani. V iskalnik samo vpišite Športna pomlad. Pa ne pozabite, konec maja bomo znova skupaj.